Danes nisem na nobenem fancy vrtu, sem kar tukaj v naši sejni sobi, v našem podjetju. In sicer sem se odločil, da posnamem ta video, ker se mi zdi prav, da včasih pokažem tudi drugo plat. In sicer povod za ta video je bil včerajšnji telefonski klic, no. Z eno stranko sem se po telefonu pogovarjal. Stranka je bila pri nas dvakrat osebno, pogledala je izdelek. Preko konfiguratorja je dobil 2 ponudbe, jaz sem si za njega čas osebno vzel po 1 uro plus za pripravo 2 ločenih ponudb. In nakar je bila tišina, pa je bilo tišine približno 1 mesec in jaz za foro pokličem in prav sem vzel druge. Pa me niti ne boli, da je pač nekdo vzel druge, saj trg je prost, vsi pač prosto delujemo, vsak se bori s svojimi kupci, vsak lovi svoje ljudi, vsak ima svoje konkurenčne prednosti. In sem za foro vprašal, daj mi pa povej, v čem je razlog. In pravi, veš, sem pa dobil cenejši. In sem šel gledat, moja ponudba je bila ena za 7.200, ena je bila 7.800, ker smo dali pač različne materijale. No in prav, jaz sem pa dobil za 5, je bilo pa cenejši. Pa sem ga vprašal, pa si ti prepričan, da boš dobil v isti kvaliteti? In prav, ne vem, to bomo pa še videli, ampak obljubljeno je. To pomeni, da je pač stranka, ki je videla naš izdelek, je bila z izdelkom zadovoljna, vse je bilo v redu, vse je bilo BP in potem zaradi, ne vem, 20% v ceni greš razkerat pri nekem fuš obrtniku, ki nima niti referenc, ki nima niti zdrave bilance, ki nima niti procesov, nima nič oprijemljivega, ampak je pa 20% cenejši. In meni je bilo to tako, wow, se pravi, mizarja, ki ima 60 let tradicije, ki vsak dan inovira, ki se vsak dan bori za to, da postaja boljši. Primerjamo z obrtnikom, ki je 2 let nazaj odprl firmo, pa je rekel, jem pa 2 jurja cenejši. In jaz bi rad danes na srce položil samo eno sporočilo, ki se mi zdi, da ga v resnici ful premalokrat komuniciram. In se mi zdi prav, da ga včasih tudi zelo, zelo odkrito delim. In to je, da v resnici se zavedamo, da so naši izdelki dragi, oziroma da niso poceni, bom rajško rekel. No. In hkrati res zagovarjam to, da pač cena izdelka ni takšna, zato ker bi se mi izmislili, zdaj bomo pa dragi in bomo zlatarji in bomo na izdelku veliko zaslužili, da bomo fajn živeli. In ljudje so neumni, ki kupujejo izdelke po tej ceni, zato ker ne vejo, koliko si hrovat baše žepe s tem izdelkom. Ampak v resnici je ta zgodba bistveno širša. In sicer to, da prideš do izdelka, ki praktično nima reklamacij, kjer so materijali zbrani takšni, da je praktično vse brezhibno. Mi delamo z lesom, ki je naraven material, pa nimamo reklamacij na pokanje, na krivljanje lesa. To je zato, ker les plačamo 3-krat več, da je v AA kakovosti, da je iz macesna 1. klase, direktno iz Sibirije, da je gosto raščen. In ta material mi plačamo več. In tega se ne da primerjati iz smrekovim lesom, ki ga sosed iz majne prpele svežga nažaga, pa ga skupaj zbije. To se ne da primerjati. In tukaj v bistvu se matramo približno 10 let, po domač povedan, res ščijamo kri, da izdelek postaja vsak dan boljši. In vsak dan boljši pomeni, da smo v 10 letih posodobili oziroma na novo postavili proizvodno linijo, ki nam omogoča, da je izdelek narejen res kvalitetno. In v 10 letih smo nastavili procese, tako da imamo, če se ne motim, čez 80 kontrolnih točk kakovosti. To pomeni, da 80-krat
se zaposleni vpraša, prime list, pa se vpraša, a sem to dobro naredil, pa da kljukco. A sem to dobro naredil, pa da kljukco. Da se nič ne more pozabiti, da je zelo majhna možnost, da gre kaj narobe in še spodaj garantiramo z datumom pa podpisom. In to so stvari, ki po eni strani nam dvigujejo učinkovitost, zaradi tega, da lahko izdelke tudi delamo učinkovito, ker je to tudi pomembno, da je izdelek hitro narejen, da je serijska proizvodnja, ker ravno s tem lahko izboljšujemo tudi kakovost in zadovoljstvo kupcev. Ker če je izdelek narejen v roku, če je izdelek narejen kakovostno, pa če povrh tega še dobro zgleda, pol smo vse dosegli. In če v 10 letih narediš nešteto napak, pa se zmotaš pri kritini, pa se zmotaš pri vratih, pa se zmotaš pri pritrjevanju lesa, se zmotaš pri podu, se zmotaš na milijon stvareh, ki gre lahko narobe. In v 10 letih iz prve roke povem, da če se podjetje uči, če podjetje raste, lahko ogromno teh napak odpravi, ker smo jih že naredili in smo jih bili sposobni odpraviti, smo se učili na napakah. In rad bi videl junaka, ki bo prvič naredil hiško, ki bo izgledala enako kot Kubi, pa jo bo naredil brez napak. Tega primera ni, ker vem, koliko smo jih mi mogli narediti, da smo jo začeli delati brez napak. Danes delamo, ne vem, ta 600 hiško. In verjemite mi, da tudi ta 200 ni bila dobra. Ta 250 je bila malo boljša, ta 300 je bila še boljša, ta 500 je bila brezhibna. In to ni zato, ker smo mi neumni, pa ker se ne znamo učiti, pa ker nismo tehniki, pa ker nismo, ne vem, inženirji. Ampak to je zato, ker ima Kubi hiška 500 sestavnih delov. In 500 sestavnih delov na papirju zložiti v logično zaporedje, pritrditi med sabo brezhibno in zbrati teh 500 sestavnih delov na pravilen način. To je tista stvar, ki je v čem skrita. In to je tista razlika, ki izdelek naredi za 7 jurjev 200, nam je za 5 jurjev. Ker vemo, zakaj je tako. In lih to včasih premalo komuniciram. Vemo, hiške so hude, doterane, lepo zgledajo, na vrtu so fajn, ampak na srce polagam, tega se ne da kopirati. Tako kot se ne da kopirati BMW-ja, ki ga nekdo v tovarni, ki ima 100 let tradicije, naredi v piko. Tega ne more Kitajec kopirati v enem dnevu, sploh pa ne s prvim prototipom. Ker traja leta, da ponoviš, da narediš vse napake, pa da se z njih naučiš, pa da s tem dviguješ kakovost. In izdelek ni drag zato, ker imamo mi visoko maržo, pa ker bi radi veliko zaslužili, ampak ker bi v prvi vrsti radi imeli zadovoljnega kupca in ker bi radi z razliko v ceni, ki jo ustvarimo, pošteno plačali zaposlene, pošteno plačali davke, pošteno plačali vso tehnologijo, v katero vlagamo, amortizacijo in da na koncu, če imamo res dobro leto, mogoče ostane, ne vem, 10 jurjev, da si kupaš še nov tovoren avto. In s takšno ceno, ki jo imamo trenutno, je približno takšna matematika. In pol se zgodi zima, zmanjka dela, pa greš malo k banki si sposoditi, pa pol končno pride pomlad, pa rečeš super, zdaj bomo pa lahko spet fajn delali. In tisto zimsko off-season luknjo malo pokrpaš, pa pride leto naokrog, pa se cikel spet ponovi, pa pozimi ali inoviraš, inovacija stane, razvoj stane. In to je prav, to je normalen cikel. Mi smo sezonci in mi največ posla ustvarimo od pomladi do jeseni. V jesenskem, zimskem času v upanju, da imamo dovolj naročil, pa potem podeljujemo, se pravi, ta stara naročila, pa inoviramo za vse stvari, ki si jih želimo izpopolniti še v bodoče. Tako da še enkrat na srce polagam, pridite hiško živo pogledati, preden se odločite, primerite jo z nečim merodajnim, ne gledati samo cene, ker cena na koncu, jaz lahko garantiram, pisno vam garantiram, da na dolgi rok, če gledamo obdobje 30 let,
je Kubi hiška najcenejši izdelek, ker Kubi hiška v 30 letih ne bo rabila niti vzdrževanja, niti menjave kakšnih sestavnih delov, ampak bo ostala takšna, kot je. In to je na podlagi 60 let izkušenj dela z lesom, dela z leseno zunanjo opremo. V primerjavi s hiško, ki je 2 jurja cenejša, pač tam je pa loterija. In druga stvar, ki bi jo tudi mogoče še omenil, če je vaš čas nekaj vreden, če je vreden več kot 5 evrov na uro, vaš prosti čas, pol si verjetno ne želite izvajalca, ki je mogoče na začetku cenejši, 3 mesece klicart, usklajevati detajle, prositi ga, daj priče streho dokončati, vrata se mi zatikajo, kdaj boš pante zrihtal, poden je razpokal, ne vem, iz stene mi voda noter teče. To so stvari, ki sledijo. In s temi stvarmi se na koncu vi ukvarjate kot stranka. In če je vaš čas ali pa vaši živci, če so vredni več kot 0 evrov na uro, čas, ki bi ga lahko porabili za družino, za otroke, ne vem, za to, da greste v hribe, pa se ukvarjate z koordiniranjem izdelka, ki je bil slabo zasnovan, pa s popravljanjem napak, pa s fehtanjem izvajalcev, da ne pridejo dokončati. Če je vaš čas vreden 1 evro na uro, verjemite mi, da je na dolgi rok kakovosten izdelek boljši. In razumem pa tudi to, da nimate vsi potrebe po najboljšem izdelku. Razumem, da nekomu zadošča, ne vem, če vi rabite Fiata, vam jaz ne moram prodati Mercedesa. To je meni jasno. Ampak če že kupujete Fiata, bodite prepričani, da ni Mercedes. In razumem, da nekdo rab samo za 3 leta hiško. Ali pa da nekdo rab samo za grablje noter dati, pa mu je čisto vse, kako zgleda, ko ima hiško nekje sred njive. In naši kupci imajo lihsko, tudi v Kubi hiškah. So not grablje, kosilnica, vrten orodje, pač ves šrot po domač, ki ga nimaš v hiši kam dati. Ampak to ne pomeni, da mora biti hiška slaba. Hiška je okras na vrtu in lahko postanete suženj vašega vrta, lahko pa ste pač konec koncev svobodni, ker lahko v vrtu uživate z družbo, s prijatelji ali pa z vzdrževanjem. Tako da to misel sem hotel danes iz sebe zliti in dodajam sam še to, da se res trudimo, nadure delamo, zastonjih delamo zato, da se izboljšujemo, zato, da izpopolnjujemo izdelke, da so stranke iz leta v leto bolj zadovoljne. In lahko naštejem cel seznam strank, ki danes jih pokličem, pa vprašam, a si zadovoljen sem, a mi boš dal pisno izjavo, bom dal, ker so res zadovoljni. In jaz verjamem, da je velik za tem in da kvaliteta bo vedno cenjena. Rad bi pa še koga od vas premaknil, na način, da mogoče se pa splača en mesec več špara denar, da si mogoče privoščite kakovostno vrtno hiško, ali pa kakšen drug izdelek, saj je posod ista zgodba. Skratka, hvala, da ste bili z mano. Čau.